Sredi 19. stoletja je po ulicah v italijanskem Torinu hodil duhovnik, ki je v srcu gojil posebno ljubezen do mladih. Ta ljubezen je bila tako velika, da ga je sveti oče kasneje razglasil za očeta, učitelja in prijatelja mladine. Ime mu je bilo Janez Bosko. Pogled na mlade, ki so se brez doma in brez človeka, ki bi jih imel rad, potikali po ulicah, ga je tako pretresel, da je sklenil, da celo svoje življenje podari njim. Svojim vzgojnim delovanjem in pastoralno vnemo je mlade vodil k odgovornemu krščanskemu življenju in poštenemu delovanju v svetu. Ko je leta 1864 prišel v Morneze, v zaselek blizu Alessandrije v severozahodni Italiji, se je na mestnem trgu srečal z vaščani. Med njimi je bila tudi Marija Dominika Mazzarello, ki je po srečanju vzkliknila: "Čutim, da je Don Bosco svetnik." Leta 1872 je Janez Bosko skupaj z Marijo Dominiko Mazzarello, ki se je v tem kraju že posvečala vzgoji deklic, ustanovil družbo Hčera Marije Pomočnice. V nekaj letih se je družba hitro razširila po Italiji, Franciji, Španiji, Južni Ameriki in drugod po svetu. Kot prva predstojnica je bila Marija Mazzarello ljubezniva vzgojiteljica in učiteljica duhovnega življenja. Imela je dar pristnega veselja in misijonske gorečnosti. Moje preljube sestre, veste v Las Piedrasu same, kaj ne? Kako ste? Ste vesele? Imate veliko deklet? Ljubite Gospoda, pa prav prisrčno? Delate samo za njega? Upam, da mi boste vse glasno pritrdile. Torej še naprej bodite vedno vesele in ljubite Gospoda. Naredite tako, da boste poteptali samoljublje, dobro ga spražite in se potrudite, da se boste vadile v ponižnosti in potrpežljivosti. Med seboj se imejte zelo rade, ljubite druga drugo. Imejte veliko zaupanja v Marijo, ona vam bo pomagala v vseh vaših potrebah. Bodite zveste svetim pravilom tudi v najmanjših stvarih, ki so pot, ki nas vodi v nebesa. Kolikor največ morete, ohranite duha združenja z Bogom. Neprestano bodite v njegovi navzočnosti. Ti, sestra Ivana, ki si kot vikarja, bodi zelo pozorna, da boš dajala dober zgled in delala vse zelo previdno in z edinim ciljem, da bi ugajala Bogu. Tako bomo nekoč zadovoljni. In sestra Filomena, ste vedno veseli, kot ste bili tukaj. Zelo ljubite Gospoda. Se razjezite, kadar se ogenj noče prižgati. Bodite potrpežljivi in poskrbite, da boste goreči v Božji ljubezni. Bodite veseli in molite zame. In vi, sestra Viktorija, sedaj znate špansko. Vam še vedno dela preglavice, ker se ga ne morete naučiti. Bodite pogumni, po malem boste vse naredili. Poskrbite, da se boste naučili ljubiti Gospoda in premagati samo sebe, in potem se boste vse druge stvari zlahka naučili. Vedno bodite ponižni, veseli in veliko molite. Pogum, moje drage sestre, bodite vesele in hitro postanite svete, ter se obogatite zasluženji. Sprejmite pozdrave od vseh, posebno od vaše ljubeče matere Mazzarello. V Slovenijo so prve sestre prišle leta 1936. Vodila in spremljala jih je sestra Alojzija Domanjko. Tudi v času komunizma jim je bila v oporo in spodbudo, da so sestre ostale zveste redovnemu poklicu. Danes v slovensko-hrvaški inšpektoriji Marije Pomagaj deluje 6 skupnosti v Sloveniji in 3 na hrvaških tleh.